Sledeči program je financiran strani prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer. Rada imam dejstvo, da lahko ohranim dobro držo, ne glede na to, kako zelo si hudič prizadevam v nasprotni smeri. On lahko poskuša. On me lahko napada ali pa lahko pride na 1000 različnih načinov, vendar če sama izberem dobro držo, me ne more prisiliti, da bi jo zamenjala in tudi vas ne more. Letos je v mojem srcu bila zelo pogosto navzoča misel, močna misel, da sta na svetu dve vrsti ljudi. Veste, kar naprej mi ta misel prihaja naprej. In mislila sem, da bi to lahko bila precej močna snov za to leto. In sicer, ena vrsta ljudi je na svetu, ki delajo stvari z določenim namenom, druga vrsta ljudi pa je takšnih, ki so bolj pasivni, kar je seveda lahko v različnih odtenkih, dokler ne pridemo do čisto pasivnih ljudi, kjer je življenje zanje popolna nočna mora. Pasivne osebe si želijo, da bi se jim zgodile dobre stvari, vendar bodo le posedali naokrog in čakali, da bi se zares zgodilo. Oni ne napravijo tega, kar bi morali napraviti, da bi se jim zgodile dobre stvari. Ampak si to samo želijo. Želim, da bi imel to, želim, da bi imel ono. Gledajo na druge ljudi, ki to imajo in zavidajo jim ter jim zamerijo, vendar pa ne bodo storili nič, da bi to dobili. Pasivni ljudje vedno čakajo, da bodo nekaj čutili. Čakajo na pravo čustvo ali ko mislijo, da je pravi čas, ali da bi vsi prijatelji počeli isto stvar, ali da bo nekoliko lažje. Pasivni ljudje v resnici nikoli ne izberejo najboljšega. Vedno so čisto na robu, tako me izhajajo in ponavadi valijo krivdo na druge. Če jim življenje prinaša težke preizkušnje, zato krivijo druge. Druga vrsta ljudi pa je, to so tisti, ki počnejo nekaj z namenom. Rada bi videla več ljudi, ki so takšni. Veste, upam, da ne zveni kot pokvarjena plošča leto za letom, vendar sem si neprestano ponavljala, da se ljudje morajo tega naučiti. Si vtisniti v srce, študirati in potem početi z določenim namenom. Vi ne počnete tega, ker se vam zdi dobra ideja, ker tako čutite, ker hočete ali pa ker vsakdo drug izmed skupine počne isto. To počnete zato, ker veste, da je to prav in zaupate, da če delate, kar je prav in s pravo držo srca, boste imeli tudi prave rezultate. Ali boste pasivni, ali pa boste delali z namenom. Ta teden vam želim govoriti o moči navad. Ali veste, da neka navada, neka drža lahko vse spremeni? Dobra drža vam lahko zagotovi več kot le povprečno življenje in slaba drža vam vedno da manj od povprečnega življenja. Pismo Efežanom 4, 22-24 je takšno besedilo, ki mi je zares všeč. 22. vrstica pravi: Odložite starega človeka, odstranite in zavrzite, kar je neprenovljeno in predstavlja vaš prejšnji način življenja, ki izvira iz prevare in ste ga kvarili s poželjenjem in hotenjem. Torej, on pravi, da se ne nehajte obnašati tako, kot ste se prej, ko še niste bili odrešeni. Koliko izmed vas ve, da čeprav smo odrešeni in imamo novo naravo, lahko še vedno povlečemo našo staro naravo iz omare in jo oblečemo, če tako čutimo. Zato moramo stari naravi odmreti. Ona je že mrtva, vendar jo morate spomniti na to. Zato sveti Pavel pravi, da naj odložimo starega človeka. Za trenutek bomo preskočili 23. vrstico in se napotili k 24. Nadenite si novo naravo, prenovljeno naravo, ki je ustvarjena po Božji podobi v resnični pravičnosti in svetosti. Enostavno rečeno, prenehajte delovati kot se nekoč in začnite delovati tako, kot bi morali. Zelo preprosto. No, vendar kako naj to storim? 23. vrstica je tisti most. To je most od starega k novemu življenju. Neprestano.
Vsakdo naj reče neprestano. Pasivni ljudje niso preveč navdušeni nad besedo neprestano. Neprestano se prenavljajte v duhu svojega uma. Rada imam to. Tako boste imeli svež duh in duhovno držo. Ali je kdo tukaj, ki ima slabe navade glede česarkoli? Vsi ostali pa verjetno potrebujete še malo razsvetljenja okrog tega. Poslušajte, ne vem natančno, vendar sem danes morala vsaj 7-krat ali 8-krat hitro z namenom izbrati to, tako da sem izravnala svojo držo. Hitro in z namenom. Tako me niti ne zanima, kako dolgo ste odrešeni, ali pa kako dolgo molite vsako jutro. Imeli boste priložnost, da lahko odločite, če boste delali nekaj z namenom, ali pa boste pasivni. Ali se boste obnašali tako, kot se počutite. Kajti meni se zgodijo nekatere stvari, ki niso ne vem kako velike, ampak se ob njih ne počutim dobro. Danes, na primer, sem morala 7-krat poskusiti, da sem lahko stavila kontaktne leče v svoje oči in to mi ni bilo všeč. Nato pa sem vzela lak za lase in ni delovalo. Bil je eden izmed teh sprejev, ki se cedijo in brizgajo, namesto da bi stvar razpršili in bila sem kot, na poti sem, ne morem uporabiti laka za lase in leče mi nagajajo, jaz pa učim o dobri drži. Dajte no. Poglejte osebo, ki z namenom ohrani dobro držo. To ne pomeni, da čuti, da bi imela dobro držo. To niti ne pomeni, da je to fair, da ima dobro držo. Vendar ta oseba to počne, ker globoko v svojem srcu ve, da je Božja beseda resnična. In če storimo stvari na način, kot nam Bog zapoveduje, bomo prejeli to, kar Bog pravi, da lahko imamo. Vendar tukaj ni bližnjic. Vedno pravim, da ne moreš priti mimo, če ne premagaš težav. Skoraj na tem svetu lahko dobiš skoraj vse, samo da se peleš mimo. Hrano, ko peleš mimo, lahko se slikaš, ko se peleš mimo, čiščenje, ko se peleš mimo. Vendar pa ne morete premagati težav le, da se peljete mimo. Edini način je tako, da se prebijete skozi. Ni nobene duhovne zrelosti na mikrovalovni način. Vi si to pridobite po počasni poti. Veliko potujemo z letali. In nekaj se mi zdi posebej zanimivo. V letalu imamo napravo, ki se imenuje umetni horizont. To ni merilec višine, ampak je merilec položaja. Kaže namreč položaj letala na horizontu. Vodoravna ploskev ali horizont predstavlja nekaj normalnega ali povprečnega. Ko se avion dviguje, pravimo, da ima dvignjen nos. Ko se letalo spušča, pravimo, da ima spuščen nos. Če horizont predstavlja normalno, povprečno življenje in če nam uspe dvigniti kljun visoko, bomo vedno napredovali v življenju, imeli bomo nadpovprečno življenje. Če pa bomo imeli držo spuščenega kljuna, potem bomo vedno malo pod povprečjem, nekaj manj od tistega, kar bi lahko imeli in nekoliko manj, kot hočemo. Govorim vam resnico, verjamem, da se po vseh teh nagovorih zavedamo o bistvu in moči neke drže. Kaj nam lahko stori, če je ta dobra in kaj nam lahko stori, če je slaba. Kaj se zgodi, če je naša navada dobra in kaj nam lahko stori, če je slaba. Veliko premišljujemo o egiptovskem Jožefu, ker je on šel skozi zelo težke stvari, nepravične stvari in se zdi, da je imel tako čudovito držo. Začel je s tem, ker je imel sanje. Bratje so ga vrgli v izsušen vodnjak in ga potem prodali v sužnost, vendar mnogo let pozneje, tudi potem, ko je že 13 let bil v zaporu zaradi nečesa, česar ni zagrešil, je prestal številne druge okoliščine, kjer so z njim zelo slabo ravnali. Ne samo eno situacijo, ampak celo vrsto takšnih situacij, kjer so slabo ravnali z njim. Ali ste kdaj bili v takšnih okoliščinah, ko so z vami kar naprej slabo in nepravično ravnali? Amen. Na koncu pa je prišel v palačo. Včasih si želim, da bi v prvi Mojzesovi knjigi bilo zapisano kaj več o tem, kako težko je bilo to zanj. Ne govori veliko o tem. Če vzamete stvar takšno, kot je, se skoraj da zdi, da je bil po naravi tako zadovoljen, čudovit fant in zanj je bilo vse.
Tako preprosto. Zanje je bilo preprosto, da je imel dobro držo. Vendar pa je besedilo v psalmu številka 105, 17. vrstica, ki nam nakaže, da je bilo morda nekoliko težje, kot se zdi na prvi pogled. Psalm 105, 17. in 18. vrstica. Poslal je moža pred njimi, za sužnja je bil prodan Jožef. Poglejte sedaj to. Z okovi so mučili njegove noge, privezali so ga z verigami, v železo je prišla njegova duša. Če sem odkrita z vami, verjetno nekateri izmed vas tega ne razumete. Vendar, če ste to sami izkusili, potem razumete. Psalmist pravi, da to, kar je izkusil, ga je tako prizadelo, da skoraj da ni bilo načina, kako bi lahko o tem sploh še govoril. Kaj vse je moral prestati? Moral je prestati zapor, ljudi, ki so lagali o njem in kar so mu storili lastni bratje. Pri tem pa se je zavedal, kako se počuti njegov oče. Najrazličnejše stvari, ki jih je prestal, so storile nekaj v njegovi duši. Namesto železnega okovja, ki je bilo okrog členkov na njegovih nogah in zapestjih ter je kontroliralo njegovo gibanje, je njegova duša stopila v železo. Moral je izpolniti Božjo voljo. Vendar naj vam nekaj povem. Vsak, ki gre skozi življenje in ohrani izbrano držo, je nekaj, kar lahko storite samo z namenom. Ne morete biti pasivni. To je storjeno z namenom. To počnemo za Božjo slavo. Ne samo zato, da bi dobili zasluženje, ampak da slavimo Boga. Veste, ljudje me neprestano sprašujejo o mojem poučevanju. No, v kaj boš pa upala letos? Kaj bo glavna snov tvojih poučevanj? O čem bomo poslušali? Odgovorim jim, verjetno bo to, kar je vedno. Rastite. Ker jaz verjamem, da Bog to hoče za svojo cerkev. On želi, da bi bili možni iti ven v svet in tako živeti življenje, da ga predstavljamo. Ni pomembno, kaj delamo tukaj, kar delamo tam zunaj, naredi spremembo. Veste, da je to zelo preprosto, ko so reflektorji prižgani, čudovita glasba, ko imate dobre predavatelje in vse te zbrane stvari. Čudovite je, ko smo srečni, ploskamo in se raznežimo, vendar stvar je v tem, da morate iti domov. Žal mi je, vendar predavanja bo kmalu konec in boste morali iti domov. Tam morate delati. Tam vam mora to nekaj pomeniti. Ali lahko pritrdite z amen? Rada imam naslednjo podobo. Položaj letala in višina letala se spreminjata, kakor jih določi pilot. Če imate dvignen nos, potem to ohranite. Če pa je vaša drža podobna drži spuščajočega se letala, potem vas hočem spodbuditi, da danes napravite odločitev, da ne boste več v takšni drži, ampak boste to držo popravili. Da boste napravili odločitev, preden boste zapustili to stavbo. Odločite se, je kar je, vendar se bom sredi tega naučil biti zmagovalec. Rada imam dejstvo, da nam je Bog dal svobodno voljo. Rada imam naslednje dejstvo. Naj se hudič še tako prizadeva, vendar me ne more prisiliti, da bi imela slabo držo. Lahko mi meče polena pod noge, lahko se mi približa na 1000 različnih načinov, vendar če se odločim za dobro držo, me ne more prisiliti v slabo držo in tudi vam ne more storiti tega. Amen. Seveda si nekateri mislijo, no, zate enostavno to reči, ti ne veš, kaj vse prestajam. Dobro, jaz ne vem, kaj prestajate prav sedaj, vendar je verjetno veliko ljudi, ki gredo skozi težke stvari, ki sedijo tukaj in lahko izrečajo, vse v mojem življenju se je spremenilo v vrtnice. Zavedam se, da sem v svoji preteklosti prestala veliko stvari in sem se počutila kot svetopisemski Jožef. Tako zelo me je bolelo, da se je moja duša spremenila v železo. Postala sem močna ženska za Boga. Če začnem s tem, da me kot otroka moj oče spolno zlorablja. Iskreno vam povem, ko sedaj gledam nazaj na vse te stvari, ki sem jih imela nekdaj za sovražnike, so postali moji najboljši prijatelji. Stvari, skozi katere me je vodil Bog, so me naredile takšne, kot sem danes in so mi omogočili, da lahko pomagam še drugim ljudem.
Namesto, da smo zagrenjeni, ko imamo težave, dopustite, da nas ne grenijo. Ne pravim, da bi to bila zabava ali da bi bilo prijetno. Mislim, da je Jožef šel skozi zelo težke čase. Zveni nekaj takšnega, kot da Daniel sploh ni bil vznemirjen, ko so ga vrgli k levom. Kot bi si priskrbel kamen za vzglavje in bi vso noč prespal. Vendar jaz mislim, da v tistem levnjaku bil nekoliko vznemirjen in se je tudi kdaj tresel. Mi moramo imeti namen, da smo to, kar Bog od nas hoče. Koliko izmed vas razume to, ko pravimo razliki med osebami z namenom in o pasivnih osebah? Veste, da se včasih sploh ne čutimo, da bi ravnali z namenom. Večkrat sem premišljevala o sporočilu za televizijo in ga bom imenovala, ko se morate vstati, ste se že vstali in ste že odšli. Veste, ko vstanete in greste, ter ste že šli, imate samo še eno možnost, to je, da pridete nazaj. Ne morete samo posedati naokrog in čutiti tako, da bi nekaj delali prav. Medtem, ko je bil Viktor Franklin v koncentracijskem taborišču v Nemčiji, je rekel: zadnja človeška svoboda je v tem, da lahko izberemo neko držo v katerikoli situaciji in tega nam nihče ne more vzeti. On je bil v koncentracijskem taborišču in z njim so ravnali neverjetno slabo. In rekel je: ena stvar je, ki mi je Hitler ne more vzeti. To je moja izbira, da ohranim dobro držo. To je presenetljivo, kaj ne? To je čudovito, popolnoma osupljivo. Drža je naše premišljeno ravnanje, ki smo ga obrnili navzven. Veste, to je zanimiva stvar glede drže. Drža je nekaj, česar ne morete skrivati. A veste to? Pokazala se bo na vašem obrazu. Pokazala se bo z izrazom telesa. Če mislite, da je drža tega, kar je nekdo pravkar stvoril ali rekel nekaj neumnega, in tudi če ne odprete svojih ust, potem boste imeli naslednji izraz. Če moj mož David stori nekaj, s čimer se ne strinjam, potem bom kot... Kaj pa o temle? Če imate neko držo, potem se bo pokazala na vašem obrazu in na izrazu telesa. Tudi če izgovarjamo prave besede, nas bo izdal ton našega glasu. Spominjam se, ko se je Bog intenzivno ukvarjal z mano, da bi postala pokorna žena. In veste, kako je bilo to zame težko. Končno sem prišla do stopnje, ko sem mu odgovorila, pa če tudi tega nisem hotela. Odgovorila sem mu: da, dragi. Saj veste, v resnici sem mu govorila: dobro, storila bom to, vendar zagotovo mi to ni všeč. V prvi Mojzesovi knjigi 4. poglavje, 5. in 7. vrstica sta opisana brata Kain in Abel. Nekaj vam hočem pokazati, kar se mi zdi vredno tega. Na Kaina in njegovo daritev pa se Bog ni ozrl. Zato se je Kain zelo ujezil in je bil užaljen, ter obraz mu je upadel. Vidite, nekaj se je dogajalo v njegovem srcu, kar se je pokazalo na njegovem obrazu. Kar je nosil v srcu, se je videlo na obrazu. Bil je jezen in užaljen. Zato je postal žalosten in depresiven. Čudim se, da je v svetu toliko depresivnih ljudi. Če bi zares bili odkriti samim sabo, bi ugotovili, da so jezni, zagrenjeni, besni, zamrljivi, pa čeprav to ni vedno vzrok. Lahko so fizične stvari, ki povzročajo depresijo, ali čustvene stvari, vendar v mnogih primerih ni depresija nekaj, kar bi morali zdraviti z zdravili, ampak bi se morali s tem ukvarjati. Ne vse, vendar veliko večino. Kain je bil jezen in užaljen, zgledal je žalostno in depresivno. Gospod je rekel Kainu: zakaj se jeziš in zakaj ti je upadel obraz? Zakaj izgledaš žalosten, depresiven? Poglejmo 7. vrstico. Ali ga ne boš vzdignil, če delaš dobro, če pa ne delaš dobro, greh preži nate pri vratih, njegovo poželjenje se obrača proti tebi. Poglejte zdaj to.
a ti mu gospoduj. Kdo torej naj gospoduje skušnjavi? Kdo naj gospoduje grehu? To je naša naloga, ne sicer brez Božje pomoči, vendar dejstvo je, da nas je Bog opremil s pravimi stvarmi. Recite, lahko napravim, kar je prav. Mnogi izmed vas tega niste zavzeto izgovorili. Vidite, resnica je, da mislimo po človeško, nočemo se zares soočiti s tem, ker hočemo misliti, da si pri tem pač ne moremo pomagati. Ali se že zabavamo? Tudi dva lahko imata zabavo. No prav, jaz se zabavam. Sedaj vam bom povedala nekaj o moji vnukinji. Hčerka mi je pripovedovala o tem. Njen oče, torej moj zet, je prejšnji teden neko jutro rekel, ona je pravzaprav takšna kot jaz. Zares me ima rada, razen da sem se jaz 70 let brusila in oblikovala, ona pa ima sedaj samo 12 let in je popolnoma nezlomljena in nekrižana Joyce Meyer. Celo mi je nekoliko podobna, ime je Emily. Njen oče je rekel, zjutraj naj postelje posteljo in je rekla ne. Začela sta se prepirati in ona se ni nikoli opravičila, ni se hotela opravičiti. Hči mi je povedala, da je bila ves dan depresivna in slabe volje. Cel dan. Žalostna, cel dan. Končno je okrog 5 popoldne prišla k svojemu očetu in se mu opravičila. Laura je rekla, da je takoj opazila spremembo na njenem obrazu in vso počutje se je spremenilo. Postala je zopet vesela. Kakšno sporočilo je v tem? Ker se v njej nekaj dogajalo, nekaj nerešljivega? Dajte no. Veste, če ste danes nesrečni, bi verjetno morali pogledati na včerajšnji dan. In kaj je tisto, česar niste razrešili? Neko noč nisem mogla spati, nisem mogla spati. Bilo je ob 5 zjutraj in jaz ponavadi spim zelo dobro. Končno sem stala in rekla, Bog, kaj je narobe? Želela bi si, da bi mu zastavila to vprašanje prejšnji večer. Takoj mi je pokazal nekaj, kar sem mu storila dan poprej, ko z nekom nisem prav ravnala in da bi se morala spokoriti in se mu opravičiti. Prosila sem ga, naj mi odpusti, rekla sem, takoj, ko bo mogoče, bom zjutraj telefonirala in takoj sem zaspala. Veste kaj? Bog nas preveč ljubi, da bi nas pustil same v naši zmešnjavi. Ne, da bi nas kar naprej opominjal in opominjal, dokler se ne bi odločili po njegovem. Bog ima za nas pripravljeno življenje z dvignjenim nosom. Mi pa moramo imeti držo dvignjenega nosu, če hočemo uživati življenje, kot želi, da ga imamo. Hočem, da bi se letos pospeli nekoliko višje. Vendar pa, mi smo glava in ne rep, mi smo zgoraj in ne spodaj, lahko posojamo in se nam ni treba izposojati, vendar pa ne s povešenim nosom. Za vsak dan, za vsak posamezen dan se moramo odločiti, če se bomo smilili sami sebi ali pa si bomo nadeli dobro držo. To mora storiti vsak izmed nas. Od vas je odvisno, od mene je odvisno. Predvajana oddaja je bila plačana s strani prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer.